Kot 18-letni fant se je 1858. leta podal za boljšim življenjem v Ameriko. Sredi Atlantika je ladjo zajel požar. Od 538 potnikov in članov posadke se jih je rešilo le 91 in med njimi je bil tudi Janez Turk, ki se je zaobljubil, da bo v zahvalo za rešitev zgradil kapelico v domačem Jelševniku. 16 let pozneje je ob pomoči sosedov uresničil zaobljubo in sredi vasi so postavili kapelo Marije Brezmadežne. Potrebna je bila obnove in to smo tudi naredili. Lepo je obnovljena. Pomagali so vsi vašari, vsak po svoji moči. Denar potreben za celovito obnovo kapele oltarja Lurške Matere Božje, več kot 100 let starega razpela, ki so ga našli na podstrešju kapele, in skoraj 300 let starega zvona iz Čiste Litine, so prispevali v Kanadi in Ameriki živeči vnuki Janeza Turka, Lojze, Janez, Marija in Milka. Slednja se je skupaj z v Kanadi rojeno hčerko tudi udeležila slovesnega blagoslova prenovljene kapelice. Moj ate je to želel in zelo želel in je rekel, jaz bi rad, pa ne morem. In jaz sem odhajala v Kanado in sem mislila, če pa jaz kdaj mogla, pa bom. In ste danes zadovoljni? Srečna. Ko so prenovili zdaj pred kratkim časom in smo prišli zdaj v Slovenijo, pa smo videli, kako lepo so naredili, smo zelo zadovoljni, smo srečni in zelo sem ponosna, da sem lahko tukaj zraven med sorodniki. Prenovljena kapelica, ki jo je načel zob časa, je tako vnovič v ponos ne le Turkovim, ampak vsem vaščanom Jelševnika.